14-letno dekle obtoženo nepredstavljivega. Hej, kako je ime? Carly Gregg. Carly Gregg. Ali še vedno ima pištolo, Honor? Vzel sem jo, pobegnila je. Šerifov urad. Hej, kaj je, hej, pridi ven zame. Hej, pridi sem. Hej, kje je tvoja žena, prijatelj? Kje je tvoja žena? Mrtva leži na tleh v tisti sobi. Ko ujamejo najstniško osumljenko, ji sodišče ne izkaže nobene milosti. Torej, porota vas bo ali oprostila, ali pa se boste soočili z 2 dosmrtnima kaznima, ali pa vas lahko to sodišče obsodi na do 93 let zapora. Ali to razumete? Dovolj. To je vaša odločitev in samo vaša odločitev, da greste na sojenje. Dovolj. Kako postane nadarjena učenka v središču brutalne preiskave umora? Take, ki je nihče ni pričakoval. Katero roko ste videli malo? Na kateri roki ste videli, da nosi? Sem Elizabeth Milner in dobrodošli v tej epizodi Female Criminals. Brandon, Mississippi. Tam spoznamo Carly Madison Gregg. Pri samo 14 letih je Carly najmlajša zločinka, ki smo jo do zdaj predstavili. Carly Gregg se je rodila 23. aprila 2009 staršema Ashley in Kevinu Greggu. Za videzom običajnega predmestnega življenja je Carly že doživela globoko izgubo. Leta 2012 Carly postane starejša sestra. Carlyna mlajša sestrica Natalie naj bi kmalu po rojstvu prejela diagnozo redke genetske motnje. Tragično umre septembra 2013, stara komaj 18 mesecev. Njihova družina se še bolj razdeli. Carlyna mama Ashley in njen oče Kevin se ločita, domnevno zaradi Kevinove odvisnosti od drog in težav z duševnim zdravjem. Carly naj bi se tudi sama spopadala s težavami z duševnim zdravjem. Že v zgodnji starosti ji diagnosticirajo bipolarno motnjo, vendar jo uspešno obvladuje s terapijo in več zdravili. Ko Carly odrašča, je v šoli zelo uspešna, celo tako zelo, da naj bi preskočila 3. razred. A njeno domače življenje se kasneje spremeni. Leta 2020 se njena mama Ashley ponovno poroči z moškim po imenu Heath Smiley. Ashley prevzame njegov priimek in postane Ashley Smiley. Carly obdrži priimek svojega biološkega očeta, vendar se s svojim očimom Heathom zelo zbližata. On postane očetovska figura v njenem življenju. Ko Carly vstopi v najstniška leta, jo mama in oči še naprej podpirata pri njenem duševnem zdravju, vse do 19. marca 2024. Do tega časa je Carly Gregg v 9. razredu. Obiskuje srednjo šolo Rankin v Flowwoodu v Mississippiju, na isti šoli, kjer je njena mama učiteljica matematike. Zjutraj, 19. marca 2024, se Carly in Ashley odpravita v šolo. Del njune običajne rutine je, da se skupaj vozita v šolo in iz nje. Tisti dan se je 14-letna Carly v šoli sprla s prijateljico zaradi skrivnosti, ki je ni želela razkriti. Tega njeni starši sploh ne vedo. Carly je na skrivaj kadila travo. A vendar Carlyni prijatelji začnejo opažati, da se morda dogaja nekaj globljega. Iz skrbi zanjo njena prijateljica pošlje anonimni e-mail njeni mami Ashley. Nikoli ne bomo popolnoma izvedeli, kaj je bilo rečeno na poti domov iz šole tisti dan, a ta posnetek varnostne kamere namiguje na napetost. Ko vstopita v hišo, varnostna kamera posname, kako Ashley naravnost odide v Carlyno spalnico, ki je desno od kuhinje. Videti je, da to Carly vzbudi živčnost. Vidimo jo, kako nemirno hodi sem in tja po kuhinji, nato pa poskrbi za družinska psa. Najstnica nato spusti oba družinska zlata prinašalca ven. Z njima stoji zunaj približno minuto, preden se vrne v hišo. Posnetek varnostne kamere prikazuje, kako Carly odide levo proti spalnici svojih staršev. Karkoli je vzela iz njune spalnice, skriva za hrbtom. Tudi to, kar se zgodi naslednje, ujame domača varnostna kamera in je šokantno. Na posnetku družinski psi ponorijo. Iz sobe pride samo ena oseba, Carly Gregg. Ashley se po tem trenutku nikoli več ne pojavi na posnetkih nadzorne kamere. Toda Carly ne pokliče 911. Namesto tega pošlje prijateljici sporočilo, da je prišlo do nujnega primera. In si celo vzame trenutek, da zapoje nekaj vrstic. Prijateljica pride do hiše družine Smiley. Kmalu zatem pride Carlyn očin Heath. V nekaj minutah pokličejo 911. Kje je prišlo do nujnega primera, gospod? Premočno sem obrnil in ga nisem mogel obrniti do polovice. Ne vem, kaj se je zgodilo. Moja žena je mrtva. Ali pa me je nekdo poskušal ustreliti.
Vaša hči vas je poskušala ustreliti. Je strelja name, kje je ona? Koliko je stara? 14. 14 človek, ostani na liniji z mano. Samo pomeri se. Kako ti je ime? Njeno ime je Hit Smiley. Ej, kako je ime? Carly Gregg. Ali ima še vedno pištolo, Honor? Vzela sem jo, pobegnila je. Policisti iz okrožja Rang in reševalci hitijo v dom družine Smiley. Hitu Smileyju vzame nekaj časa, da odpre vrata, a ko jih odpre, je histeričen. Šerifov urad. Šerifov urad. Kaj je on? Prid ven, hej, prid sem. Hej, kje je tvoja žena, prijatelj? Kje je tvoja žena? Mrtva leži na tleh v tisti sobi. Prvi policist, ki pride na kraj, se premika po hiši. Carly in njene prijateljice ni nikjer. Kar pa najde, je truplo Ashley Smiley. Šerifov urad. Vzameni. Potrebujem Michaela tukaj. Tudi on, Smiley, je bil ustreljen. Ima strelno rano v ramo, vendar ga bolj skrbi njegova žena Ashley in iskanje njegove pastorke Carly. Ej, kam ima tvoja hči oblečeno? Ej, Kit, mi lahko poveš, kam ima tvoja hči oblečeno? Ej, potrebujem, da govoriš z mano. Kaj ima tvoja hči oblečeno? Bila je v kavbojkah in sivkasti majici. Ima kratke rjavkaste lase. Torej, kavbojke, siva majica, kratki rjavi lasje. Stekla je na dvorišče. Poskušal sem jo najti. Skočila je in nekaj stresla naokoli. Ustrelila me je. Skočila je. Hej, gospod! Ali ima še vedno pištolo? Je na kuharskem pultu. Hvala. Še en zadnji krog. Gremo. Odprl sem boben. Šel sem skozi zadnja vrata. Poskušala me je ustreliti. Ej, potrebujem rokavice. Vem, kaj se je zgodilo. Hej, pravi, da je stekla proti Magnolia Place. Si ustreljen? Yes, you, ampak ima 102 leti, šlo je skozi njegovo srajco. Dobil me je točno tam. Magnolia Place, to mu je dalo določeno vizijo. Šla je čez rob nazaj proti vzglavju moje postelje, ker bi se morda ozrla na to stran. Moj pogled nazaj proti ribniku, prav tam. Počakaj, sem reci, glej, ona je v redu. Leži na tleh z brisačo. Ona je. Iskanje Carly se stopnjuje. Namestniki šerifa so zaskrbljeni, da je lahko še vedno oborožena. Hej, vsi skupaj, bodite obveščeni. V hiši je več kosov strelnega orožja. Ampak tista, za katero pravi, da je bila uporabljena, leži na mizi. Vendar to ne pomeni, da ni odšla. Ne vemo, ali je odšla. Kakšna je številka vaše žene? Ime? Ashley, Smiley. Redu. Si jo poklicala? Si jo poklicala? Njena žena. Dvakrat sem poklical na njeno številko. Zdaj pa tam stojim in jo iščem. Hej, koliko je stara Ashley? Koliko je stara tvoja žena? 40. 40, hej! Mislim, Imam informacije, ampak gre za prestrel skozi ramo. Kot skala zdaj, to je on. kaž, Ona je čisto zmorela. Ashley Smiley, stara je 40 let in potem tista, ki jo iščemo, je Carly Madison Craig. Stara je 14 let. Ref? Imeli so težave z njo v imenu, ker je to Steph Elliott. V redu.
Ampak vsekakor, če bomo karkoli še potrebovali od njega, z njim je zagotovo nekaj narobe. Rekel sem, da bomo verjetno poslali nekoga gor z njim. Hid je odpeljan v bolnišnico in pričakujejo, da bo preživel svojo poškodbo. Ko pride več preiskovalcev, je poudarek na dveh stvareh. Obdelati kraj Ashleyjevega umora in najti kakršnokoli sled, ki bi jih lahko pripeljala do Carly. Od njega nisem res veliko zvedel, ker je tako, veš, vse, kar mi je povedal, je bilo, da je vzela, kaj? Lahko premakne Jacka. Ja, ves čas mi je govoril, da je stekla skozi zadnja vrata, ampak zadnja vrata so bila zaklenjena. Dobile kri, no. Kaj je najlažji način za to? Mogoče jih je zaklenil v naglici, da ti prepreči vrnitev. Hej, je rekel, da je ime žene Ashley. Ashley, ja, njen tip. Hey, Green! Ashley Smiley. Ashley Smiley. Kje imam? So samo v tej zadnji spalnici. Gledam ime časa, ja. Hej, Tyler, pištola, ki je bila uporabljena, je tam na pultu v kuhinji. Ne. Ne. Nič? Ne. Hej, tukaj je kup kovčkov za orožje in drugih stvari, ki ležijo kar tako. Tista omara je nabito polna orožja. Tako vemo, da ima morda še vedno dostop do njih. Jaz in Dustin sva preiskala hišo. Preveržem vsako omaro in prostor pod posteljo. Veš, kako sva z džipom skrivala tisto preklemano mesto? Ampak oče, rekel je, da je stekla skozi zadnja vrata. Ampak oče bi lahko, nikoli ne veš. Poglej. Po hiši hodim in zelo vljudno sprašujem o družini. Želim pogledati pod postelje, želim pogledati v omare za oblačili. Prepričajmo se, da mi v tej hiši prednji ščrpamo vse možnosti. Nisi del mladoletniškega oddelka. Delo je spočilo. Jaz in Dustin sva šla skozi in preiskala hišo. Ampak mislim, Si pogledal pod postelje? nisva šla tako daleč. Pogledala sva v Carlynu. Manj kot 5 minut kasneje pride klic po radiju. Carly imajo v pridržanju. Držali bomo 2 enoti na testiranje za deklice v priporu. Preiskava zahteva, da jo pripeljejo sem na kraj dogodka. Carly so našli še vedno peš, skoraj pol milje od njenega doma. Ali ni, dobro. Dobil sem helikopter, dobil sem mire lisice. Kaj svoj? Mislim, pusti me, da ostanem na 7. uri še malo zame. To bom naredil. Premaknil se bom pred tebe. Lisice ti bom predstavil naprej. Pojedu, prvo. Pojedu, to je, kaj bomo tukaj naredi, je, da ti bomo vzeli prise z rok, prav? Ja, bilo je bolno. Bojno. No, postavil sem ti kup vprašanj, ampak očitno si streljal s pištolo, kaj ne? V redu. Poglej. Potrebujem, da digneš roko, tako. Najprej bom vzel tvojo desno roko, v redu. Prepričan sem, da moram spustiti tisto luč. To je Barbara Pierce. Kaj je to? Torej, GSR pomeni konec za dekle. S katero roko ste streljali? S katero roko ste streljali? Moram to dobiti. Ne vem, kaj se je zgodilo. Kaj se je zgodilo? Obrni roko, obrni dlan, podrgni po zunanji strani okoli členkov. Kje želiš? Kako ti? Odkot želiš ključe? Mislim, da lahko daš to moje vozilo, ampak moj ključ in darinec sta v predalu za rokavice. V redu, to je to. Kar obrnite. Prav. Ne, draga, ne morem te pregovoriti. Si v redu? Naprej, to. Najstniška prijateljica, ki je bila v hiši in kasneje pobegnila iz nje, nikoli ni obtožena kakršnekoli vpletenosti v zločin. Carly Gregg je obtožena umora in poskusa umora. Prepeljana je v center za pridržanje mladoletnikov v okrožju Reagan. Vendar je tam zadržana le kratek čas. Prepeljana je v okrožni zapor za odrasle, kjer je obtožena kot odrasla za umor prve stopnje, poskus umora in prirejanje dokazov. Zaradi svoje starosti je najstnica do sojenja v samici. Držijo jo za zapahi z milijonsko varščino. Primer Carly je odmeval po vsem svetu. Vprašanje, ki si ga je zastavljalo veliko ljudi, je bilo preprosto. Zakaj?
16. aprila 2024, nekaj tednov po aretaciji Carly, je preiskovalec okrožja Reagan, Zachary Cotton, poklican pričati na predhodni obravnavi Carly. Preiskovalci pregledajo posnetke domače varnostne kamere in začnejo se pojavljati nove podrobnosti. Carly se nato vrne v kuhinjo in skrije roke za hrbet, da bi bila tukaj. Tisti sumljivi predmet odloži na pult, nato pa pritisne Ashleyjev gumb in začne tipkati nanj. Vi ste samo verjeli, da je bil to hit na podlagi sporočil, ki jih je prejel. Če je Carly poslala sporočilo hitu z Ashleyjnega telefona in se pretvarjala, da je ona, ali je zvabljala svojega očima domov. To v bistvu pomeni vprašanje, koliko časa bo trajalo, preden bo dobil dokaze. Ko hit pokliče, je notranja kamera že odstranjena, ko pride domov. Dober pregled. Kdo bi to vzel nazaj? Carly. Hit vstopi, slišiš strele, nato pa vidiš, kako Carly zbeži. Ena od njenih prijateljic. Kako je prišla tja? Tja je vedel njen oče. Zakaj to počne? Carly jo je prosila, ne pride. Vemo, za kakšen namen je to. Prijateljici je pokazala svojo pokojno mamo. Prišla je sem, da bi videla čest. Preiskovalka Cotton. Notranja kamera je bila odstranjena, preden se je hit vrnil v hišo. Govorili ste o teh kamerah po celotnem kampusu. Ena je bila v garaži, pritrjena na odpirač garažnih vrat, na napravo za ugašanje luči in podobno. Druga pa je bila kasneje najdena v hladilniku stanovanja. Ali se je zdelo, da se je zavedala teh kamer? Da gospod, ker je imela ves čas roke skrite za hrbtom, kar je lahko način skrivanja strelnega orožja. Med to obravnavo aprila 2024 so odvetniki Carly trdili, da bi ji morali znižati milijonsko varščino, ker je najstnica. Sodnik je odločil, da varščina ostane nespremenjena, saj najstnica po njegovih besedah predstavlja posebno nevarnost za druge. Še nekaj mesecev bo ostala za zapahi v Zavodu za pridržanje odraslih v okrožju Reagan. Na obravnavi 27. avgusta 2024 je obramba sodnika obvestila, da želijo, da v tem primeru odloča porota. Torej vas bo porota ali oprostila, ali pa se boste soočili z 2 dosmrtnima kaznima, ali pa vas lahko to sodišče obsodi na do 93 let zapora. Ali to razumete? Da, vaša čast. To je vaša odločitev in samo vaša odločitev, da nadaljujete s sojenjem. Da, vaša čast. Carly nikoli ni odpovedala svoji pravici do hitrega sojenja in ker je v samici, so odvetniki pritiskali, da bi primer čim hitreje premaknili naprej. Sojenje Carly Gregg zaradi umora bo pred poroto okrožja Reagan septembra 2024, 6 mesecev po umoru Ashley Smiley in poskusu umora Heatha Smileyja. Tožilstvo meni, da je Carly Gregg ubila svojo mamo, da bi skrila svojo skrivnost. Nato pa je zvabila svojega očima domov z namenom, da bi ubila tudi njega. Dame in gospodje, v naslednjih dneh boste v tem primeru slišali pričanja. Slišali boste o nekem skrivnem življenju, ki ga je živela Carly. Slišali boste, da je imela Carly skrivnega fanta. Slišali boste, da je imela Carly skrivni iPod, da je imela skrivne račune na družbenih omrežjih, ki jih je uporabljala za komunikacijo z ljudmi prek tega iPoda, ko so ji starši vzeli telefon. Slišali boste, da si je skrivaj rezala stegno z nožem. Slišali boste, da je skrivaj imela predplačniške telefone, telefone, za katere njena mama in očim nista vedela, da jih uporablja. Slišali boste, da je imela skrivne elektronske cigarete z marihuano in da jih je skrivaj kadila ter se včasih zadela, preden je šla v šolo. Dame in gospodje, vendar to ni razlog, zakaj smo tukaj. Tukaj smo zaradi tega, kar je storila 19. marca 2024. Slišali boste, da Ashley Smiley in Carly Gregg ob vstopu v hišo notri najdeta le njuna 2 psa. Takoj zatem Carly gre in spusti pse ven. Slišali boste pričanje, da Ashley nato vstopi v Carlyno sobo. Slišali boste, da je medtem, ko je Ashley v sobi Carly Gregg, Carly še vedno zunaj. Na neki točki Ashley najde 4 škatle, za katere so organi pregona verjeli, da vsebujejo vape peresa. Pričanje bo, da verjamemo, da jih je odnesla iz Carlyne sobe v svojo spalnico, nato pa se je vrnila, da bi še iskala v Carlyni sobi. Dokazi bodo pokazali, da je skoraj takoj, ko je Carly prišla v hišo, da je šla naravnost v spalnico svojih staršev. Da je šla naravnost na mamino stran postelje in vzela 357 magnum izpod vzmetnice.
Verjamemo, da bo pričanje pokazalo, da je nato skrila tisti 357 magnum za hrbet, ko je šla skozi kuhinjo. Pokuka z glavo naokoli. Verjamemo, da bo pričanje pokazalo, da je pomolila glavo okrog vogala kuhinje, da se prepriča, ali njena mama ni prišla iz spalnice. Verjamemo, da bodo dokazi na to pokazali, da je s tistim 357 magnumom za hrbtom odšla v svojo spalnico in nato izstrelila 3 strele v svojo mamo ter jo ubila. Verjamemo, da bo pričanje na to govorilo prav o tistem trenutku, ko je ustrelila in ubila svojo mamo. Nato skrije pištolo izven vidnega polja kamere, se vrne v kuhinjo, sede na stolček s pištolo za hrbtom, vzame materin mobilni telefon, vnese materino geslo v telefon. Verjamemo, da bo pričanje pokazalo, da je nato poslala sporočilo svojemu očimu in napisala nekaj v smislu, kdaj boš doma, dragi. Pričanje bo pokazalo, da je nato čakala, da ji odgovori. Napisal je, da bo še malo zamudil. Poslala mu je palec gor. Obramba nikoli ne zanika, da je Carly storilka tega kaznivega dejanja. Namesto tega postavijo temelje za obrambo zaradi neprištevnosti. To ni primer, kjer bi ugotavljali, kdo je storilec. Vemo, kdo je 19. marca ukrepal in povzročil smrt Ashley Smiley ter poškodbe Heathu Smileyju. Vendar pa je to primer, kjer se sprašujemo, zakaj. Zakaj se je to zgodilo? Zakaj je ta izjemna deklica, brez zgodovine nasilja, ki so jo imeli radi njeni prijatelji, učitelji, starši, ki je imela dobro družinsko življenje, ki je imela rada svojo mamo? Zakaj je ustrelila svojo mamo? Zakaj je streljala na svojega očima? Država bi rada, da verjamete, da odgovori na ta vprašanja niso pomembni, ampak mi vemo, da ni tako. Odgovori na ta vprašanja so razlog, zakaj smo danes tukaj, in to je tudi vaše poslanstvo. Verjamemo, da bodo dokazi pokazali, da so bile 19. marca 3 žrtve. Ashley Smiley, Heath Smiley in Carly Smiley. In Carly Gregg. Da so bile vse 3 žrtve. Dogodki 19. marca so bili tragični. Dogodki 19. marca niso bili namerni. Dokazi bodo pokazali in pričanja bodo pokazala, da je Carly Gregg ljubila svojo mamo. Da sta imeli Carly Gregg in njena mama ljubeč tesen odnos. Carla Jeana mama jo je imela rada. Pravzaprav se je njeno življenje vrtelo okoli Carly, kot se življenja staršev pogosto vrtijo okoli njihovih otrok. Carly si je zelo želela ugajati svoji mami. Carly je bila izjemna učenka. Pri 13 letih je dosegla 30 točk na testu ACT. Bila je ljubljenka svoje mame in očima. Obramba med sojenjem poskrbi, da Carlyne starosti ni mogoče spregledati. Njena garderoba poudarja podobo šolarke, vendar pa vsak vtis, ki ga obramba skuša ustvariti, izpodbija dokazno gradivo. To je dispečer nujne številke 911 v okrožju Rankin, Kevin Collins. Je priča tožilstva. Priča je bil na liniji s Carlynim očimom, Heathom, potem ko je bil ustreljen. Pri obrambni mizi Carly ne more nadzorovati svojih čustev, ko poroti predvajajo klic na številko 911, dobil je strel v vrat. Zato pokliči Grega, ti si naslednji. Gospod. Kako je ime? Carly Gregg. Ali je še vedno imela pištolo na kolenih? Vzel sem jo, pobegnila je. Vzel ste jo, pobegnila je. Dar, gospod, ime vaše žene. Ashley Smiley, Ashley Smiley. Drugi dan sojenja porota sliši pričanje 16-letnega dekleta, ki je identificirana le kot BW. Po sodnikovem nalogu pričanje BV ni zvočno ali video posneto zaradi njene starosti. Toda s sodnimi prepisi, ki smo jih pridobili, vemo, kaj je povedala. Najstniška priča, ki je bila takrat v 11. razredu, je izjavila, da je Carly poznala že od 9. razreda.
Priča je izjavila, da jo je Carly poklicala 19. marca, naj pride k njej, ker potrebuje pomoč. Povedala je, da je Carly po telefonu zvenela nervozno, skrivnostno in prestrašeno, ni pa povedala zakaj. Ko je BV tistega dne malo pred 17. uro prispela v hišo družine Smiley, jo je Carly vprašala, ali je že kdaj videla mrtvo telo. BV je odgovorila, da ne. Takrat je Carly pokazala BW truplo svoje mame Ashley Smiley. Priča naj bi pričala, da je Carly priznala, da je svojo mamo ustrelila 3-krat in da ima, citiram, še 3 naboje pripravljene za svojega očima Hita. Hit je kmaru zatem prišel domov. Carly naj bi BV vprašala, ali želi iti ven, medtem ko bo ona poskrbela za svojega očima. Medtem ko je bila zunaj, je BV pričala, da je zaslišala 3 strele. Nato se je ponovno srečala s Carly, ki je rekla naj teče, preden je preskočila ograjo. Po pričanju BW je tožilstvo poklicalo še eno ključno pričo, Hita Smileyja. Koliko je Ashley imela rada Carly? Zelo ste se imeli radi. Vse, kar je naredila, je načrtovala za Carly in se prilagajala njej. Povejte nam o vašem in Carlynem odnosu pred 19. marcem 2024. Vedno sva bila v redu, šla sva ven, se igrala, se zabavala, igrala videoigre in jo peljala na karate, dokler se tega ni malo naveličala. In začela hoditi na vaje za kitaro vsak teden, da sem jo vsak teden vozil tja. Tako da, če gledamo od zunaj, ima Carly povsem običajno najstniško življenje. Pravi, da je bilo nekaj primerov, ko je imela Carly težave v šoli. Med enim posebnim incidentom se spomni, da je Carly prinesla nož v šolo. Kakšna je bila posledica tega, da je Carly prinesla nož v šolo? Zato imajo v politiko ničelne tolerance in so jo poslali v drugo disciplinsko šolo do, božičnih počitnic, potem pa so ji dovolili, da se vrne. Torej je morala kot disciplinski ukrep preživeti čas v šoli za učence z disciplinskimi težavami? Da. Pozornost Hitinega pričanja se nato preusmeri na pozno popoldne 19. marca 2024. Povejte nam, kakšno je bilo naslednje sporočilo, ki ste ga prejeli z Ashlyninega telefona? Pisalo je. Skoraj si mu povedala, draga. A se vam zdi, da bi Ashley običajno kaj takega rekla vam? Neobičajno, ampak tudi ne bi bilo popolnoma nenavadno. Mislim, da bi to morda povedala nekoliko drugače, ampak ne vem. Ob kateri uri ti je bilo poslano tisto sporočilo? Tam piše 14. Se spomniš, da si policiji povedala, da misliš, da ti je tisto sporočilo poslala Carly in ne Ashley? Takrat sem se spraševal o tistem. Da. In kaj ste potem odgovorili na to sporočilo? Rekel sem, ne, bom še malo tukaj, v službi. In potem tega tukaj ne moreš videti, ampak mislim, da ti je mogoče Carly ali kdorkoli je imela Ashlyn telefon, poslala palec gor. To se sliši pravilno, ja, tega ni tam. Naj te vprašam, kaj te je pripeljalo do tega, da si mislila? Da je to sporočilo poslala Carly in ne Ashley. Ne, mogoče nekaj v načinu, kako je bilo napisano, nisem prepričan. Hit priča, da je v prihodu domov pričakala pištola, uperjena v obraz. Povejte damam in gospodom, natančno kaj se spomnite o tem, ko ste se 19. marca 2024 vrnili domov? Se je zdelo precej normalno, vstopil sem in ko sem odprl vrata v kuhinje tam, pištola je počila naravnost pred mojim obrazom, še preden so bila vrata, 3 ali 4 palce odprta. In od tam naprej se je odvijalo zelo hitro, vse je bilo megljeno. Kaj se spomniš, da si videl, Hit? Samo blisk pištole pred obrazom, potem pa je počilo še 2-krat, ampak po prvem strelu sem imel roko na pištoli in sem jo iztrgal iz rok. Kdo je meril s pištolo nate? Bila je Carly. Kdo je pritisnil na sprožilec, ko si odprl vrata? Prvi strel vem, da je sprožila Carly. Potem sem imel tudi jaz roko na pištoli in vem, da sem imel prasko na palcu. Zelo mogoče je, da sem tudi jaz pritisnil na sprožilec. Za tisti tretjič to vem. Se spomniš, da si komu rekla, da si bila v takem šoku, da nisi niti poskušala streljati nazaj proti Carly ali kaj podobnega? Ne, takoj mi je bilo zelo jasno, da je bilo s Carly nekaj zelo narobe. Način, kako je kričala, njen pogled. Premikala se je tu hitro.
Heath Smiley je navzkrižno zaslišan strani odvetnice svoje pastorke. Obramba, ki trdi, da je bila Carly v času streljanja pravno neprištevna, osredotoča svoje vprašanja na Carlyno duševno zdravje in njenega biološkega očeta Kevina Grega. Kaj, če sploh kaj, vam je Carly povedala o tem, da njen biološki oče, Kevin Greg, uživa droge? Zdi se, da je bodi si poskusil, bodi si redno jemlje vsako drogo, ki mi pride na misel. In kaj vam je Carly povedala o tem, da je njen biološki oče užival droge v njeni prisotnosti? Nenehno je užival droge pred njo in ji pihal dim v obraz. Izkazalo se je, da jo je posedel in jo prisilil, da je pri 12 letih popila celo pivo. Bi rekla, da se je Carly bala svojega očeta? Ne. Ni bilo všeč, da je morala iti tja gor in po vrnitvi ni bila nekaj dni čisto svoja. Bi rekli, da se je Carlyna mama bala Carlynega očeta? Da. Vsakič, ko so govorili o njem, je bilo, kot da bi bili srne ujete v žarometih. Zmrznili bi in včasih postali vznemirjeni, če so govorili o njem. Ali sploh veš, zakaj bi Carly želela streljati nate? Ne. Vsi smo slišali Carly kričati, ko si 19. marca vstopila iz garaže v kuhinjo. Kako se ti je Carly zdela, ko si vstopila? Kot sem rekel, bila je, samo moj prvi vtis je bil, da je bila prestrašena. Popolnoma iz sebe od strahu. Še danes mislim, da me sploh ni prepoznala, nekaj je bilo narobe tam. Ne vem kaj, ampak nekaj ni bilo v redu. In ko si vstopila v hišo, ti je Carly kaj rekla? Ne, samo kričala je. Ko pride čas, da obramba predstavi svoj primer, se zanesejo na pričanje forenzičnega psihiatra dr. Andrewa Clarka. Na podlagi vaše ocene, ali je bilo obdobje, ko so se težave z duševnim zdravjem pri Carly začele bolj izrazito pojavljati? Da. Nam lahko kaj poveste o tem? Torej, začelo se je pri približno 9 letih, ali tako. Carly je povedala, da je začela počutiti depresivno, da so se slušne halucinacije, torej da je slišala glasove, nadaljevale in da so se nadaljevali tudi občutki, kot da svet ni resničen. In potem nekje med 9. in 11. letom se je depresija nadaljevala in takrat se je začela rezati. Kolikor razumem, se je rezala približno 2 leti. Torej, začelo se je okoli 12. leta, ko si je dokaj redno delala površinske reze po stegnih, da bi si pomagala obvladovati svojo tesnobo in stisko. Doktorica Clark prebere niz dnevniških zapisov, ki jih je Carly napisala v tednu pred zločinom. Tako je 12. marca v torek zapisala. Mislim, da sem prej doživela psihotični zlom. Vsa ta preizkušnja je bila precej neumna. Dejansko sem govorila z enim od glasov v svoji glavi. No, nisem jih slišala do danes, ampak jih slišim samo takrat. Moj poseben prijatelj in jaz sva praktično kričala, krvoločno in požrešno. Hvala Bogu, Dusk, fizični spopad ni bil in mislim, da je to plodno, mogoč. Zvenim noro. V obdobju do 12. marca je Carly poročala, da je bilo njeno razpoloženje otopelo, da je bila kot zombi, da je bila še vedno precej depresivna. Še vedno se je rezala. Poročala je tudi, da so se glasovi slabšali, postajali so bolj nujni, bolj izraziti in začela je skrbeti, da prevzemajo nadzor nad njo. Povedala mi je, da so ji glasovi govorili samo stvari, ki so bile. Nekako vzvišene, naprimer, ti si boljša od teh ljudi. To je bilo edino, kar mi je povedala, da so ji govorili. Torej, njeno razpoloženje je slabo, glasovi postajajo hujši. Njen spanec je še vedno slab in marihuano kadi 2 ali 3-krat na teden. Poročala je tudi, da je imela v tem času precej tesnobe.
Kaj vam je torej, če sploh kaj, povedala Carly, da se je zgodilo v nedeljo pred dogodkom 19. marca, ki je bil v torek? Torej, Carly mi je povedala, da so ji 12. marca predpisali Lexapro in da je zelo hitro ugotovila, da so njena nihanja razpoloženja postala še hujša. Da je imela v tednu pred 19. marcem še nižje padce in še višje vzpone. Povedala mi je, da so se glasovi stopnjevali, postajali so bolj nujni, bolj vztrajni, predstavljali so ji vedno večji problem. In potem mi je povedala, da je tisto nedeljo, 17. marca tistega jutra, kadila marihuano, da sta njena mama in oče šla v trgovino, bila je sama v hiši, pokadila je nekaj marihuane in imela približno 20-minutno izkušnjo, kjer so ji misli divjale, bile so zmedene. Bila je res prestrašena in se je nekako zgrudila na tla, ker ni bila prepričana, da bo lahko nadzorovala svoje telo. Rekla je, da je bila to zanjo zelo strašljiva izkušnja, drugačna od nekaterih stvari, ki jih je doživela prej, in da je po približno 20 minutah minilo in se je nekako spet počutila kot prej. Carly Gregg se je odločila, da ne bo pričala v svojo obrambo. Po 5 dneh pričanja sta obe strani podali zaključne argumente poroti. Dame in gospodje, ni dvoma, da je Carly Madison Gregg tista, ki je ubila svojo mamo, Ashley Smiley. Ni dvoma, da je poskušala ubiti P. Smiley, ko je namerila pištolo naravnost v njegovo glavo, ustrelila in ga zadela v ramo. In ni dvoma, da je ona tista, ki je skrila kamero in tako posegla v dokaze v hladilniku. In prosimo vas, da se vrnete tja in jo spoznate za krivo vseh 3 dejanj, ker v času, ko se je to zgodilo, ni bila neprištevna. Točno je vedela, kaj počne in vedela je razliko med pravim in napačnim. Zaradi teh razlogov vas prosim, da Carly Gregg spoznate za nedolžno zaradi neprištevnosti in končno umirite ta vihar za Carly in njeno družino. Nihče ne bo razumel tega primera in nihče tega primera ni spremljal tako kot vi. Soditi o drugem človeku je težko breme. In žal mi je, da je to breme padlo na vas. Prosim, upoštevajte, kaj je v tem primeru na kocki za tega otroka in to družino. Preden prehitro sodite in izrečete svojo odločitev, si oglejte te dokumente. Upoštevajte pričanja. Poglejte v svoje srce in razmislite, kaj veste o tem otroku iz slike, ki so jo o njej ustvarili vsi ljudje, ki so jo najbolje poznali. In vi mi povejte, kakšen je bil namen? Porota se odpravi na posvetovanje. V manj kot 2 urah se vrnejo z razsodbo. Gospodična Gregg, prosim, vstanite in pridite k govorniškemu pultu skupaj s svojimi odvetniki. Zdi se, da so razsodbe v ustrezni obliki. Razsodba porote za prvo točko. Mi, porota, spoznamo obtoženko Carly Madison Gregg za krivo umora 1. stopnje, kot je navedeno v obtožnici. Druga točka. Mi, porota, spoznamo obtoženko Carly Madison Gregg za krivo poskusa umora, kot je navedeno v obtožnici. Tretja točka. Mi, porota, spoznamo obtoženko Carly Madison Gregg za krivo prirejanja dokazov, kot je navedeno v obtožnici. Prosim, sedite, gospa Gregg. Dame in gospodje porotniki, običajno je, da sodišče preveri razsodbo porote. To moram storiti vsakič. Nisem nesramen in za vsako točko nisem nesramen. Najhitrejši način, da to opravim, je, da preprosto pokažem na vas in vi glasno odgovorite. Kar zadeva prvo točko, mi, porota, spoznamo obtoženko Carly Madison Gregg za krivo umora 1. stopnje, kot je navedeno v obtožnici. Začenši s prvo vrsto, gospa, ali je to vaša razsodba? Oprostite, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Oprostite, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Morate odgovoriti na glas, gospa. Oprostite, zadaj desno, gospod, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Oprostite, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Gospa, ali je to vaša razsodba? Ta razsodba je pravilna in soglasna. Gremo na točko 2. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtožena Carly Madison Gregg kriva poskusa umora, kot je navedeno v obtožnici. Začenši v prvi vrsti, gospa, ali je to vaša razsodba? Carly Gregg je spoznana za krivo po vseh točkah obtožnice. 15-letnici zdaj grozi, da bo preostanek življenja preživela v zaporu. Manj kot 2 uri po razsodbi Carly čaka izrek kazni. Ni bilo izjav o posledicah kaznivega dejanja za žrtve. Carly pa se je odločila, da ne bo spregovorila. Vaše kazni bodo naslednje. Glede prve točke, porota ni določila kazni do smrtnega zapora. To sodišče vas bo obsodilo na dosmrtni zapor.
Glede druge točke boste obsojeni na dosmrtni zapor. Glede tretje točke boste obsojeni na 10 let zapora. Po obsodbi in izreku kazni za Carly so njeni odvetniki vložili pritožbo za novo sojenje, pri čemer so se sklicevali na nove dokaze, ki so prišli na dan po sojenju. Vloga se sklicuje na intervju, ki ga je po sojenju za lokalno televizijo dal Carlyn biološki oče. Obramba trdi, da bi lahko ta dokaz, če bi bil predstavljen na sojenju, pripeljal do drugačnega izida. V televizijskem intervjuju za lokalno postajo WLBT je Kevin Gregg izjavil, da je njegova hči kot otrok trpela za slušnimi halucinacijami. V vlogi je obramba med drugim zapisala, citiram: "Te nove informacije podpirajo diagnozo doktorice Clark o neopredeljeni shizofrenski motnji in bodo verjetno privedle do drugačnega izida na novem sojenju." Zato ima Carly pravico do novega sojenja. V svojem predlogu je obramba izrazila tudi zaskrbljenost glede tega, ali je bila Carly dovolj zrela, da bi razumela obtožbe proti sebi, sprejemala odločitve glede ponudb za priznanje krivde in sodelovala pri svoji obrambi. V predlogu obrambe je Bridget Todd izpostavila dejstvo, da mora biti oseba v poroti v Mississippiju stara vsaj 21 let, kar pomeni, da je bila Carly precej mlajša od vrstnikov, ki so odločali o njeni usodi. Dne 20. oktobra 2024 je sodnik okrožnega sodišča v okrožju Reagan, Dewey Arthur, zavrnil predlog za novo sojenje. Odvetniki Carly Gregg so nato vložili novo pritožbo na vrhovno sodišče Mississippija. Od vložitve te pritožbe je Carly zamenjala svojega pravnega zastopnika. Zdaj jo zastopa odvetnik James Murphy. Aprila 2026 se najvišje sodišče v Mississippiju odloči, da bo obravnavalo pritožbo Carly. Do trenutka tega posnetka je vrhovno sodišče Mississippija določilo, da bo opravilo ustno obravnavo 27. maja 2026. Carly Gregg še naprej prestaja svojo kazen v Centralnem popravnem zavodu Mississippija v enoti za mlade prestopnike. Hvala, ker ste poslušali to epizodo. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet prihodnji teden še z eno zločinko.